Emaus. Prašna, težka, mogoče celo otožna pot dveh učencev. Ta pot je včasih podobna tudi našim preizkušnjam, našim situacijam v življenju, mogoče begu od kakšnih težav, težavam v odnosih in podobno. Učenca sta šla malce žalostna, z mislijo v preteklosti o tem, kaj se je zgodilo, pa tudi z nekim strahom, kaj bo v prihodnosti, kakšne so napovedi. Tudi sam imam včasih eno, dve, pa več poti v Emaus. To se zgodi, ko v življenju pridejo kakšne preizkušnje, takšne ali drugačne. Vedno znova pa se v meni potrdi ta misel, da za neko trdno vero je pomemben živ odnos z Jezusom. In ko mi to uspe, mi to da neko trdnost, zavedanje, da sem na pravi poti in da v življenju sprejemam prave odločitve. Prav zaradi takih oazic, ko Jezus res močno pride v moje življenje, vedno znova začutim, kako pomembno je, da mu ostajam zvest. Ne želim svojih težav odrivati v Emaus, ampak jih želim reševati z Jezusom. Jaz to naredim tako, da z Božjo pomočjo odkrijem problem, ga blagoslovim in ga dam pod Jezusov križ. In koliko lažje je problem oziroma koliko lažje je ta rešitev, ko enkrat vse izročim Jezusu. Spodbujam vas, ne glede na to, kje si v tvojem odnosu z Jezusom. Ne bom metal kamenja vate. Ne bom, ker tudi sam nisem brez greha. In vem, da ko sem bil v največjem dreku, me je Jezus potegnil ven. In vem, da ko se veselim, je Jezus z mano. Vem, da ko nastopam, je Bog z mano. In vse, kar sem zaradi Boga. Torej, ne glede na to, kje si v odnosu z Jezusom, to vseeno povabim. In vas vse povabim, da si večkrat vzamemo čas za oseben odnos z njim. Bodi si na samem, ena na ena, bodi si do bližnjega, ko je včasih tako presnet težko. Tudi duhovna in telesna dela usmiljenja so nam večkrat lahko v pomoč, ko ne vemo, kaj storiti, kaj bi lahko bližnjemu dobrega storili. Ves v tem času, ne bom rekel samo velikonočnem času, vse življenje vas vabim, da sledimo Jezusovemu zgledu in da tudi poti v Emaus postanejo priložnost, da smo z njim še bolj na ti.